V Sloveniji v živo srečati medveda je, kot kaže, letos veliko bolj verjetno kot prej. Ta teden so ga takole opazili blizu Beričevega, v okolici Ljubljane. Tale pa je včeraj hlačal po Podkraju, čeprav prav tako blizu prestolnice. Ali je to tudi posledica političnih odločitev? Strokovnjaki namreč opozarjajo, uravnavanje števila medvedov se odmika od stroke. Namesto odstrela, po novem s kontracepcijo, Janez Usenik. Vodja lovske organizacije Brez dlake na jeziku pove, mnogi navijajo za spremembo strategije pri slovenskem medvedu. Nekaj v kuloarjih krožilo med politike je bilo slišati, da se medvedu naj ne bi streljalo. Ena od idej nasprotnikov strela naj bi bila, da bi medvedom dajali kontracepcijo ali jih sterilizirali. To pa nima nobene znanstvene osnove, pravijo strokovnjaki. V svetu so bile trenutno opravljene 3 študije, kar pomeni, da imamo zelo majhno število znanstvenih informacij, ki bi nam omogočali varno opraviti to alternativno metodo. Nažalost tudi ne vemo, kakšne so dolgoročne posledice. Točno to so do zdaj bolj špekulacije. In vlada še nikoli ni uradno predlagala, da bi kaj spremenili. Tudi letos je sledila stroki in odredila odstrel 206 medvedov. A nekaj je šlo narobe. Časovnica. Za primerjavo vzemimo postopek 2 leti nazaj. Odločbo so takrat izdali 13. aprila in tisto pomlad so lovci odstrelili 182 medvedov. Letos pa je bila odločba izdana kasneje, 22. maja, in po njej je padlo le 22 živali. Ker narava ni čez vse leto enaka. Ko je medved popolnoma prebojen in aktiven, naredi kilometre in kilometre v iskanju hrane. In v takih pogojih ga je seveda težje loviti. In odsotnost pomladanskega lova naj bi bila neposreden razlog, da je zdaj toliko srečanj z medvedi. Ker ta odstrel je med mlajše medvede usmerjen, in ti mlajši medvedi so infanticidni in zaradi teh mlajših medvedov pridejo medvedke v bližino vasi. Ker bežijo pred njimi. Ja, tako. A tu se težava ne konča. Tudi leta 2023 so naravovarstveniki s pritožbo odstrel zadržali. Sodni postopek pa se je takrat končal 27. septembra in sodišče je odstrel dovolilo. Letošnji zamik pa pomeni, da je stvar še na sodišču. In jesenskega odstrela, preden medvedje gredo v brloge, očitno ne bo. Številčno bi šla na 1100 in iskreno me je strah, kako bo komu drugo pomlad stopili. Kajti sprašujejo se, ali so odločbo zamaknili zaradi političnih pritiskov. Kadar medved postane politično vprašanje, potem stroka nima več moči. Na Ministrstvu za naravne vire nam na to še niso mogli pripraviti odgovora do zaključka redakcije. A njihova predstavnica bo lahko njihova stališča pojasnila v naši večerni oddaji. V Krškem pa pravkar zasedajo nadzorniki Gen Energije in na današnji seji naj bi prvi človek podjetja, Dejan Paravan, odstopil. Zakaj, kam odhaja in kdo bo zdaj vodil družbo Gen Energija, ki je lastnica slovenske polovice krške nuklearke? Staša Lozar spremlja dogajanje. Je odločitev že znana?